Spoštovane dame in gospodje, prav prisrčno vas pozdravljam tu v Muzeju slovenske osamosvojitve. Danes, podobno kot tudi za druge priložnosti, imamo zopet dogodek, ki ohranja spomin na obdobje slovenske osamosvojitve, tega najpomembnejšega dogodka v slovenskem narodu. Danes bomo otvorili razstavo uniform, ki zajemajo obdobje od postroja v Kočevski Reki, pa vse tja do izgona zadnjega JLA vojaka iz Slovenije. In vse te uniforme, ki boste danes videli, imajo za sabo tudi svojo zgodbo, kako je zbirka nastajala, tudi individualne zgodbe, pa tudi svoj pomen za to državo. Za tako zbirko smo se odločili zato, ker opažamo, da uniforme so nekako zapostavljen element vojaške opreme, vse drugo se predstavlja, kaže, so razstave, te uniforme pa toliko manj, pa so zato vsekakor zelo pomembne. Celo zgodovino vojskovanja človeštva so se ustvarili uniforme, pokazale so pripadnost nekemu narodu, pripadnost neki določeni vojaški formaciji, rodu vojske, činu, hierarhiji v lestvici in kot sem že pred dejal, vsaka, tudi te danes razstavljene, imajo za seboj svojo zgodbo. Jaz želim, da boste danes doživeli en prijeten večer, prijetno popoldne, poučno popoldne. Med nami pa sta tudi naša dva gosta, gospod Tomaž Grohar in gospod Boštjan Jakopec, ki nam bosta predstavila to razstavo, nastanek te razstave, nekaj besed bo o temu. Boštjan nas bo potem tudi popeljal po sami razstavi in tudi tam povedal marsikaj zanimivega. Zaenkrat hvala, jaz ima kar besedo, predlagam Tomaž, da ti začneš. Ja, hvala. Dobro večer. Najprej bi se zahvalil vsem, ki ste danes prišli, ter vsem tistim vojnim veteranom, ki ste sodelovali pri nastanku naše države. Kot je že generalni sekretar VSO, dr. Božo Predalič uvodoma povedal, sem zbiralec vojaških uniform in moja zbirka zajema med drugimi tudi obdobje osamosvojitvene vojne. In ta del moje zbirke bo danes pod strokovnim vodstvom predstavil moj dolgoletni prijatelj in svetovalec Boštjan Jakopec, ki mi je v zadnjih letih nesebično pomagal sestaviti zbirko do te polnosti, kot jo boste danes videli. Boštjan, res iskreno hvala. Boštjan je tudi med drugimi velik poznavalec zgodovine obdobja osamosvojitvene vojne ter strasten zbiralec. Zato mu kar predajam besedo. Jaz bi se tudi najprej Tomažu zahvalil za povabilo pa za lepe besede. Z veseljem sem se odzval na to povabilo, ko sem me vprašal, če bi ti pomagal pri razstavi, ki jo imaš. Kot naslov pove, bo razstava prikazala kronološki pregled uniform od postroja v Kočevski Reki do dogodka v Kopru, ko je iz ozemlja Slovenije odšel zadnji tuji vojak Jugoslovanske ljudske armade in ko je nadzor nad slovenskim ozemljem in varovanjem naše suverenosti prevzela domača sila. Se mi zdi, da je to premalkrat poudarjeno, kakšno težo to nosi. Prevečkrat se površno govori o tem kot nek proces osamosvajanja in se je zgodil in potem pozabimo na to oziroma govorimo že o nekem mednarodnem priznanju, potem pa pozabljamo, da te uniforme, znaki in tako naprej, kar se predstavlja, za sabo nosi nekoga, ki je bil pripravljen za to umret. Nekateri so tudi umrli in se mi zdi, da je prav, da poskušamo tudi preko takšnih razstav, ne zgolj nekih strokovnih člankov in simpozijev govoriti o tem, da se približa ta tematika narodu, kako se je takrat narod odločil skupaj za proces. Tako da jaz tukaj ne bi preveč besed zgubljal, bi kaj več raj povedal tam o eksponatih, tako da